Danes imamo na dnevnem redu osnutek pokrajinske zakonodaje oziroma drugače, imamo na dnevnem redu osnutek našega mnenja za pokrajinsko zakonodajo. Prvotno je bilo rečeno, da naj bi dali potem odgovor oziroma na mnenje na pokrajinsko zakonodajo nekje do 1. marca letošnjega leta. Sedaj je ta rok, ravno danes sem dobil pač tak sklep Državnega sveta, da se ta rok prestavlja na 1. julija letos. No, ne glede na to, mi bomo šli s postopkom naprej in v današnji razpravi dokončno oblikovali stališča, ki bodo potem še en mesec v razpravi in nekje konec meseca februarja pa načrtujemo še sprejem druge faze, to je potem dokončnega mnenja. Sicer pa je stališče občine Krško tako. Predvsem zastopamo seveda željo, da bi sedanja ureditev regij, kakršne so pa statistične regije, ostala. Se pa zavedamo, da so težnje drugačne, da obstajajo tudi neki določeni standardi oziroma neke zahteve, ki pomenijo združevanje preko 100 tisoč prebivalcev znotraj ene regije oziroma ene pokrajine. In zato bomo pač verjetno nekoliko teže s tem prodrli. Ampak kljub temu nekako je naša pokrajina že preko 20 let v funkciji in si pač želimo, da bi taka tudi ostala. To je prvo. Seveda, če ni možno drugače, podpiramo ta predlog pokrajine, se pravi združitev z Zasavjem, s tem, da imamo kar nekaj pripomb. Naše strokovne službe so pregledale precej podrobno oziroma natančno so pregledali vse predloge, tako zakon o ustanovitvi, kakor tudi zakon o delovanju pokrajin in pa zakon o financiranju pokrajin. Pripravili smo približno 5 strani pripomb, tako da vse te pripombe bomo danes predstavili in tudi predebatirali z našim občinskim svetom. Kot pa sem že uvodoma rekel, je verjetno največja pripomba ravno to, da bi želeli ostati kot samostojna pokrajina Posavje. Torej, če govorimo za sodelovanje med Zasavjem in Posavjem, lahko rečem, da tega sodelovanja dejansko ni bilo oziroma je bilo minimalno, komaj da omembe vredno. Res pa je, da sta obe pokrajini nekako teritorialno zelo močno ločeni, namreč ni pravih prometnih povezav v smeri vzhod-zahod, kakor tudi ne sever-jug. Tako da imamo eni kot drugi velike težave z dostopnostjo predvsem severnega dela Slovenije in pa tudi medsebojne povezave. To je bil verjetno tudi eden izmed razlogov, da pravega sodelovanja ni bilo. Dejstvo je, da je statistična regija Zasavje precej usmerjena oziroma gravitira proti Ljubljani, ki je pravzaprav velik ponor delovne sile, potrebuje veliko delovne sile in ta se v dobršni meri napaja in usmerja iz Zasavja v Ljubljano. Podobna slika je tudi tukaj, kjer imamo usmerjenost delovne sile proti Ljubljani in Novemu mestu, ne pa proti Zagorju ali tem delu Slovenije. Tako da v tem trenutku nekih posebnih stičnih točk ni. Je pa res, da v prihodnosti, še posebej, če bi uredili povezavo med obema deloma pokrajine, v takem primeru pa bi seveda te stične točke počasi tudi postale nekako vidne in smiselne, ampak mislim pa, da jih bo zelo težko najti. Mi smo v času, ko je prišel pravzaprav na mizo prvi predlog oziroma sam osnutek tega predloga, smo pozvali avtorje oziroma predstavnike Državnega sveta in pa seveda tudi predsednika te skupine delovne, ki nam je potem iz prve roke predstavil ta predlog zakonodaje oziroma celoten predlog. Mi smo seveda na to imeli pripombe, bil je pravzaprav bolj pogovor, ampak drugače pa se z Posavjem oziroma tudi z občinami nihče ni nič posvetoval, ampak je ta predlog bil izblikovan pač na podlagi nekih teoretičnih izhodišč. Torej, zdaj predlog zakona je takšen, da nam ustreza, kar se tega tiče, nimamo posebnih pripomb, bi pa si želeli, da bi se pokrajina imenovala Posavsko-Zasavska, kajti več prebivalstva, večji del občin pa tudi težišče nekako nagnjeno proti Posavju, ne pa proti Zasavju. Seveda je pa to stvar dogovora med obema pokrajinama in mislim, da če bo prišlo tako daleč, se bomo mogli pač usesti in se pogovarjati.